Živjo in lepo pozdravljeni, Manca Razboršek z vami. Kot vsak ponedeljek, tokrat, vsaj tako izgleda, s precejšnjo zamudo. Namreč, prejšnji teden sem delala seminar oziroma sem imela webinar na tej spletni strani in v komentarjih, ki se niso pojavljali, so me, ženske, ki so gledale, opozarjale, da mi mikrofon ne dela. Potem sem seveda 20 minut govorila brez mikrofona, brez zvoka. In sem rekla, okej, ta teden moram ugotoviti, kaj deluje, in sem povprašala okoli in so mi predlagali en spletni program, ki sem ga, inštalirala in naredila danes na oddih, ki pa nekako niso objavljeni na mojem timelineu. Vsaj jaz ne najdem tega posnetka, ni ga, izginil, spet sem delala nekaj brez, vsaj na prvi pogled, efekta. Ampak ker se ne damo in ker ponedeljkovi navdihi vem, da veliko ljudem veliko pomenijo, in ker v tistem programu ni bilo možno posneti stvari, zdaj vem, da bo vsaj na YouTubu posnetek. Še vedno so v živo preko Facebooka z nekim zamikom, ampak najvelikih duhov to ne moti. Karte sem že potegnila in jih zato ne bom v bistvu še enkrat vlekla, ampak bom te, ki sem jih že potegnila, še enkrat razložila. Vsekakor pa bomo se še enkrat povezali v tisto mrežo preko višje srčne čakre, namreč to so energije, ki nas podpirajo, to so energije, ki nam pomagajo, da dvignemo vibracijo, in ne glede na to, a gledate v živo ali potem gledate posnetek, a gledate potem to čez 1 leto, vedno te energije so in na njih se lahko povežemo. In tisto, kar sem želela deliti z vami in bom zdaj ponovno delila, je to, kaj se dogaja, ko se vibracija viša in ko energije prihajajo, na bolj zemeljski nivo. Namreč večina ljudi to občuti, kot da je nekaj, intenzivnega, kot da jim večinoma niti ne vejo, kaj se dogaja, so živčni, nervozni, jezni, negativno nastrojeni ali pa v drugo smer butne in so potrti, obupani, na robu obupa. V glavnem, običajno gre v neke neprijetne, nivoje. To pa zato, ker tisto, kar se zgodi, je, a veste, če smo mi energetsko zakrčeni, če energija ne teče, se pravi, nismo pretočni, ko pridejo te višje vibracije, v bistvu butnejo v to. In ta zakrčenost je pa nastala običajno zato, ker se z nečim nismo mogli ali pa znali soočiti. In, ko ta energija butne, ne, seveda to hoče spraviti na plano, to pomeni v našo zavest, naš ekran, mentalni oziroma zaznavni. In če smo se mi večino časa trudili, da bi to potlačili, pa se s tem ne ukvarjali, potem pa pride ta boost energije, seveda to nas dela nervozne, živčne, v krč nas še bolj spravi, in zato večina ljudi, sploh če niso zavestni, doživlja precej neprijetne občutke, ko pride do, pretoka višjih energij. Tako, samo na kratko, veliko bolj podrobno to razlagam, svojim, strankam oziroma tistim, ki pridejo k meni po pomoč, zato da razumejo, kaj se jim dogaja, da razumejo, da v bistvu, ko začneš delati na sebi, da najprej pride na plano vse ta grdo, vse ta slabo in izgleda, da grejo stvari na slabše. V resnici se pa stvari čistijo in lepo, bom rekla, delajo pretočni kanali, zato da potem lahko res pride tista visoka vibracija, da lahko pride tista svetloba, ki jo želimo, potrebujemo, zato da lahko potem svoj potencial izražamo na polno. Še posebej za ženske je to pomembno, ker če ne delamo tega, za kar smo se utelesile na tej zemlji, za kar smo prišli na to zemljo, nekje se čutimo neizpolnjeni, nesrečni, in to vpliva potem na odnose,
na posel, na zdravje, v glavnem pozna se na vseh področjih. In ko enkrat začnete eno področje čistiti, se pravzaprav začne na vseh ostalih področjih dogajati tudi to, da se stvari spreminjajo, tako da ko začnete res delati na sebi, ko greste v svoje globine, ko se soočite z neprijetnim, takrat se začnejo izboljševati vsa področja življenja. Zato jaz nikoli posebej ne poudarjam samo enega področja, ampak skušam vsa področja nekako pokrivati, ker veste, ne morete samo financ reševati, brez da bi odnose. Ne morete samo odnosov, brez da bi potem to vplivalo na vaše zdravje, ne. Trije stebri so in vsi trije so pomembni, oziroma še več je dodatnih v življenju, ampak te trije so nekako najpomembnejši, tisto, ke če na enem nekaj ne štima, potem na nobenem potem ne štima, a ne, tako kot bi bilo potrebno. Tako da in Avtentična in akademija odpira svoja vrata s 1. oktobrom, s tem, da 28. septembra bomo imele že prvo online srečanje, ki bo spoznavno in bolj namenjeno tehničnim zadevam. Še da se je možno prijaviti, nekaj mest je še na voljo, to je sicer skupina, ki sprejme maksimalno 10 udeleženk, ravno zato, da je zagotovljena ta skupinska dinamika, hkrati pa, da je dovolj individualen pristop, tako da če bi katera želela se dobiti z mano ali na Skypu ali pa v bistvu v živo, se lahko dogovori za termin, in sicer preko Facebook strani Manca Razboršek Life and Soul Coach mi pošljite sporočilo, oglasila se vam bo moja asistentka Anja najprej in vas povprašala, želite podroben program ali želite v bistvu se dogovoriti za termin, vam poslala ta prave linke, ta prave datoteke, tako da lahko z njo poklepetate, jaz pa bom potem vskočila, če bo karkoli dodatnega. Tako da to, kar se tiče informacij, eno vabilo tudi v četrtek na področju odnosov imamo večinoma težave in v četrtek, ta četrtek, katerega smo to, 14. septembra, smo se združile 4 predavateljice, ki vas bomo popeljale v svet odnosov, tako da spodaj bom dala potem tudi link k temu videu, da se lahko prijavite, da lahko pridete poslušati, da lahko izveste, česa ne veste. Ker najhujše je to, če nečesa ne vemo, pa tega ne vemo. A ne, potem težko, da bomo karkoli naredili. Če pa izvemo vsaj to, česa ne vemo, se začnemo učiti, lahko začnemo izboljševati. Tako da, zdaj pa pojdimo k srčni energiji in povabimo angele v svoje zemeljsko polje. Najprej naredite en globok vdih in izdih in zaprite oči. In z naslednjim izdihom sprostite vse napetosti, dovolite si zdajle za teh nekaj minut, da vas ne skrbi zunanji svet. In z vsakim izdihom izdihnete več napetosti in nepotrebnega zakrčenosti, balasta, vsega tistega, česar ne rabite več. In ker energija sledi namenu, lahko zelo, zelo hitro sledite temu, kamor vas vodim, in zdaj vas vodim v notranji pogled. In vas vabim, da z notranjim pogledom pogledate navzdol, kot bi pogledali skozi vse plasti zemlje, prav v središče zemlje. In tam v tem središču zemlje, v tem žarečem središču, v tem žarečem energetskem kristalnem središču je čudovita zemeljska energija. In žarek te energije potegnete navzgor do svoje korenske čakre. In potem ženske potegnete še višje do svoje sakralne čakre. In dovolite, da se ta energija razlije čez celotno medenico. In potem se dvigne žarek naprej po hrbtenici navzgor do srca in napolni srčno središče. Srce je transformator med zemljo in nebom, med zemeljskim in duhovnim svetom. Zato se sedaj ozrimo z notranjim pogledom še navzgor, v samo središče naše galaksije, kjer se nahaja čudovito sonce neskončne svetlobe,
bleščeče, žareče, toplo, polno ljubezni. In potegnete žarek navzdol, žarek te energije skozi svojo kronsko čakro v glavo, da napolni celotno vašo glavo od znotraj. In dovolite, da se spusti žarek navzdol skozi vrat, skozi ramena do vašega srca in napolni vaše srčno središče. In tako se združita duhovna in zemeljska energija in razširita prostor znotraj tega srčnega središča. Kot da se poveča prostor, ki vam omogoča, da se lažje odločate, da se lažje orientirate v življenju. In sedaj kot kamenček, ki pade v tolmun in naredi take čudovite valovčke v vse smeri, tudi vi naredite čudovite valovčke svoje srčne energije v horizontalni smeri, okrog in okrog vas. In ker nas je veliko, ki sprožamo te valovčke, se slej ko prej srečamo z valovčki nekoga drugega in se povežemo v eno veliko srčno polje. In predstavljamo si, da se to polje napolni z odtenki zelene, roza in turkizne energije. In odpre se naše višje srčno središče, znotraj katerega smo vsi povezani, znotraj katerega smo hvaležni, sočutni in blagi do sebe in do vseh okrog nas. In s tem zavedanjem, da je znotraj tebe ta srčna energija, ta srčni prostor, narediš en globoko dih in izdih in v trenutku, ki ti odgovarja, odpreš oči. In tisto, kar se je danes pokazalo, ko sem potegnila 3 karte, v tistem prvem videu prenosu, ki ga žal ni, vsaj jaz ga ne najdem, so tele. Prva, ki sem jo potegnila, je desetica zemlje. In desetica zemlje govori o naših koreninah. V tem primeru zelo močno so poudarjene korenine, to, od koder izhajate, to, od koder rastete. In to je običajno družina, to so običajno predniki, družinsko drevo. Tako zelo močno se je ta energija pojavila, da je pomembna, sploh v tem tednu, ker iz tega izhaja vse, kar je povezano tudi z našo korensko čakro, pripadnostjo, varnostjo, na vseh področjih. Se pravi, kam pripadamo, kje je tisto naše mesto, kje smo ukoreninjeni, kje lahko poženemo globoke korenine, ki nas podpirajo, da nas ne odpihne vsaka sapica. Kje je naša finančna varnost? Se pravi, od kje izhaja naša prepričanja, povezana s tem, kaj nam pripada, kaj si zaslužimo, česa si zaslužimo, koliko si zaslužimo, koliko smo vredni. Če so naši starši imeli prepričanje, da niso vredni, potem so ga zelo težko predali nam. In zadnje čase imam tako zelo močen občutek, da se kolektivno zbuja ta potreba potem, da razčistimo s svojimi predniki. Ne samo starši in starimi starši, ampak celotno linijo, genetsko po mami, po očetu. In večina prepričanj, ki prehaja iz roda v rod, je gensko pogojena, gensko podedovana, tako da določene stvari ste podedovali, s tem, da fizično težko spremenite. Tisto, kar je pa čustveno, tisto, kar je v prepričanjih, v mentalu, to pa lahko spremenite. In naslednja karta, ki se je pokazala, oziroma ki sem jo potegnila, je bila vitez ognja. Vitez ognja kot strasten, pustolovski, drzen premik, drzno potovanje in nekaj, kar gre lahko zelo z intenzivnostjo in z nekim novim začetkom na energetski ravni. In je povezano tudi s tem, da ko začnete raziskovati in odkrivati, od kje vaše prepričanja, in ko to odkrijete, se sprosti nekaj, tako kot da bi vam odpadlo cel kup enih bremen,
in lahko greste naprej. In ta premik, a ne, to v bistvu se potem lahko zgodi zelo hitro, in nimate časa niti razmišljati običajno, ampak vedno nas angeli nekako vodijo tako, da nam tudi povejo, kaj in kako, in v preteklih tednih so nas vodili tako, da dajte razmisliti, kaj si želite, kam želite usmeriti svojo energijo, kakšni so dolgoročni načrti so bili, ne. In zdaj, ko se sprosti ta energija, nimate časa razmišljati o dolgoročnih načrtih. Tako da, če ste naredili domačo nalogo, se bojo stvari lahko zelo lepo in zelo hitro odprle. In potem tretja karta, ki sem jo potegnila, trojka ognja, je spet govorila o obilju. Se pravi, to je ena tista, en tisti steber, ki je v življenju pomemben, ker če nimate zagotovljene varnosti, če nimate zagotovljenega obilja v smislu, da zaupate, da vam bo vesolje priskrbelo tisto, kar potrebujete, potem boste zelo težko delali na sebi, v smislu, da se boste posvečali sebi, da boste stvari peljali tako, kot ste si ali zamislili, ali želite, ali kamor želite usmerjati energijo, ker vas krč veže že na začetku, a ne. Se pravi, že pri korenu, že pri koreninah. Tako da in tukaj je potem tisto, kar če ste dobro postavljali, če ste raziskali, od kje izhajajo omejitve, ovire, ki vam stojijo na poti, potem vas bo ta energija potisnila v ta pravo smer. Tako da stvari potem se odprejo in lahko vidite že, kam vas vse skupaj pelje, in si dovolite, da vas to pravzaprav potisne. Ta potisk v tem tednu vas oziroma nas angeli podpirajo na tem področju. Če imate zelo veliko težav z obiljem, a ne, oziroma s temi ovirami, ki vam stojijo na tej poti, jaz imam tulele ene par stvari. Eno je esenca Open to Receive, kako se najboljše takole, Open to Receive, Creating Abundance. Ta je zelo tako, da se naučimo sprejemati, ker mi velikokrat niti ne sprejmemo stvari, tudi če pridejo do nas, jih ne znamo sprejeti, a ne. Tako da ta je ena. Potem zelo fantastična je tale Abundant Essence od avstralskih esenc. In pa ena zelo taka luštna, nežna, ki pomaga odkriti, kje so energetske prepreke, je pa tale Angel of Abundance. Angel of Abundance. In s tem, da te nimam v redni ponudbi, okej, kako pride do nje, če jo želite, ne, angel obilja, napišite mi v komentar spodaj. Napišite mi v komentar spodaj, da bi želeli angela obilja, in potem vam bom prek Messagea odgovorila in pobrala vaše naročilo. Tele dve, zdaj tole v tej dozi lahko naročite kar takoj prek lekarne za dušo. Tale Open to Receive imam pa samo majhne 10 mililitrske, a ne. Tole je 10 mililitrska, tako da recimo za ene 14 dni do 3 tedne zadostuje, tele pa majčkeno dlje trajajo, ali pa jih lahko bolj pogosto jemljete. Tako da, če bi želeli ta veliko Open to Receive, mi tudi napišite spodaj v komentar. Pa bomo naredili eno naročilo in poslali vsem, ki to potrebujete, ker tako je, to je tista podpora, ki jo lahko tudi dobimo. In zakaj ne? Jaz delam z vsem tem in vidim, kako pridejo misli, pridejo spomini, pridejo vse tisto, kar spoznanja, ki preprečujejo, da bi obilje prihajalo, zdaj pa na vseh področjih, a ne, to je in obilje zdravja, obilje ljubezni, obilje odnosov, kaj je tisto, kar želim sprejeti, čemu se želim podpreti. Tako da v tem tednu raziščemo, kaj iz preteklosti nas podpira, kaj nas zavira, in si dovolimo, da se temu odpremo. Če pa želite še energetsko pomoč, jo pa lahko dobite v lekarni za dušo, tako da če greste na www.lekarnazaduso.si, lahko vse te stvari naročite, pa še marsikaj drugega. Mi pa se vidimo naslednji ponedeljek preko videa, oziroma če želite priti v živo na delavnico o odnosih, kjer bomo 4 predavateljice vas peljale skozi vse zapletene situacije, ki nam jih ponujajo odnosi, dajte slediti tudi temu linku, ki je tukaj ob videu.
Za vse, ki pa vas bolj zanima še avtentična in akademija, to je pa 4 mesece, vas jaz obdelujem z vseh strani, da se vam življenje res lahko izboljša na vseh področjih, pa mi tudi preko tegale, preko moje Facebook strani pošljite message na Messenger. Lepo se imejte, uživajte v tem tednu in čau, čau.